Ja, mi je v spominu ostal, ko sem bil pri sosedovi mami. To je bila pa v bistvu od moje stare mame sestra. Ko me je vzela v naročje, sem se tako blaženo počutil v tem naročju in po tistem sodeč bi rekel, da sem pogrešal to. Ne. To je bila majhna hiša, to je 8x8 metrov in pa 3 familije noter. Mi smo bili na vrh 6, ker nas je bilo. Od spode je bila potem stara mama, starata in pa v skupnem gospodinjstvu so bili še z mojo teto, z možem in pa še 2 otroka sta imela. Ne? Se pravi, nas je bilo 12. Je bil visoki pritisk, ker zdaj, ko si to omenil, ne v kažnem pritisku sem bil, sem mogel še priklicati očeta, da se je tlak malo dvignil. Se je, ne? Ja, se je, ja. Ker ko je bil fata doma in ko je to zaruhnilo, ne, sem bil vse po kotih, ne. Ja, tam je bil pa siguren, ja, v meni je bil strah. Sploh to, ker sem bil najstarejši, sem je tudi najprej dobil porita, ne. Po ugledu je bila moja mladost izven hiše zelo prijetna. Izven hiše, ne. Ko sem prišel doma, se je pa zdaj, ko se spomnim na to, iz tiste sproščenosti, ko sem bil z mislimi gumajno, ki je vse frlel iz mene ven, ja, ko sem se pa bližal domu, je pa začel pa počasi stiskati. Kakor zdaj tudi čutim, a ne, ko grem z mislijo v prsni koš. Ja. Videli je, da je bila skakalnica, 10 metrov se da skočiti, 15 mogoče. In ker je bila miza že podrta, potem so pa najdla v hosti toliko tega drevja po tleh, da sva mizo založila nazaj s tistimi brunčki tam malimi in potem sneg sva gor dala, potem sva se pa dol spustila in sva skočila 10 metrov. In pa predvsem v moji neizmerni želji skakati, biti v zraku, ja. Pa bi danes to videl kot željo ali kot potrebo? Vprašanje. Ne. Aj, kujevsko. Ti. Ja, veš, kaj me je pa letel? Potreba po svobodi. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEK podcastu. Danes je z mano Sandi Čimžar iz Cegelnice pri Naklem. Upokojenec, vajenec, tako je sam rekel. Drugače pa je bil trener športnih skakalcev, smučarskih skakalcev in nordijskih kombinatorcev in kombinatork. Teda lepo pozdravljen v podcastu, v AEK podcastu. Pozdravljeni in pa hvala za povabilo. Ja. Hvala, ker si se odzval na povabilo. In glavni razlog, zakaj sem te povabil, če bi prišel sploh v podcast, je bil, ker si letos pomladi se vpisal in tudi pa zaključil šolo za čustveno zrelost. Sprav bil si na vseh 4 programih, ki so lani sestavljali to šolo. In videl sem tudi, da si v tem času naredil kar konkretne spremembe pri sebi in pri tem, koliko si ležal, koliko si stal, koliko si delal vaje. Pri dihanju so bile tudi opazne velike razlike. Pa tudi vmes si mi pisal, kak si, kaj se dogaja s tabo. Tudi po vprašanjih, ki si jih postavljal na samih programih, je bilo videti, da se ti kar konkretno dviguje čustvena zrelost in je vedno, se mi zdi, zelo koristno za ljudi, ki ali so že v AEK-ju ali pa še razmišljajo, ali bi ali ne bi, da nekdo, ki je to dal čez iz prve roke, pove, kako je bilo in kaj v bistvu je na koncu začasen rezultat. Ne? Ker tako, ko si tudi zdaj vajenec pri upokojeništvu, si tudi še zmeraj tudi vajenec pri AEK-ju. Saj verjetno nikoli niti ne nehaš biti vajenec pri čemerkoli, kar je res bolj široko. Tako da bi te še enkrat pozdravil in na začetku prosil, če lahko poveš malo več o sebi. Tako na kratko, pa bova šla pa malo bolj na dolgo. Ja, res sem že v penziji kot vajenec zdaj. Ja. Ta odločitev je pa prišla nekje ob koncu tekmovalne sezone
in pa tudi konec tega našega prvega dela šole čustvene zrelosti. Dvig čustvene zrelosti je ta prvi del, prvi modul od 4 peresne deteljice. In takrat se mi je prvič pojavilo tudi vprašanje, kako in kaj naprej. Ker v tem letu, v tej sezoni je situacija v klubu nanesla tako, da bi moral prevzeti 40 otrok v starosti vse do 13. leta. In to je bil kar velik izziv. Štartal sem v prvi mesec, se pravi aprila meseca je to šlo. Potem se je pa že pojavilo to vprašanje in ko sem se ulegel, zaprl oči, kaj pa zdaj, nič ne bom počel, in takrat je nastal mir, ker je bil tak znak, okej, fajn, to pa bo penzija, če bo mir. In potem naslednje vprašanje pa že bilo, kaj pa boš počel, kaj, to me je prisilnilo noter. In ko so začeli rasti brstiči okrog mene in sem rekel, okej, nekaj bo pa že in tisto, kar bo ozelenelo, to bom razvijal naprej in to bom počel. Tako je bil konec moje zgodbe v smučarskih skokih in kar sem tudi jasno povedal tudi svojemu predsedniku in ker je bilo to tako prepričljivo, ker je bilo že ta prepričljivost je bila že meni znotraj, je dozorela in skozi ta prvi del programa šola čustvene zrelosti je bilo že toliko izkušenj noter, da je bilo tisto, kar sem čutil, tudi popolnoma jasno izraženo, brez da bi karkoli zavijal v celofan, tako kot so bile moje pretekle izkušnje pred tem programom, ko sem malo težje izražal svoje mnenja. Če sem se ustavil na koncu in pa če grem malo skozi svojo življenjsko zgodbo, rasel sem v vasi Britov sem gor rasel pri Kranju. Na Britov bom pa še malo počakal. Vedno rečemo, da se mora nekaj končati, da se lahko nekaj druga začne. Res je, in tle na Britovu se je potem to končalo, Tam se mi je pa začela svoja življenjska pot, kjer sem tudi s svojimi 4 brati preživel svojo mladost, tudi svojo prvo ženo sem pripeljal v ta dom v Britovu, tam se je rodila tudi hčera Petra, in že kmalu po skupnem življenju v tej hiši v Britovu je situacija tako nanesla, da sem se preselil potem v hišo na visoko, kjer je stara mama ponujala svojo staro hišo, ki jo je poverbala po svoji prijateljici in je rekla, Sandi, prid gor. Po prijateljici je dobila hišo? Hišo, ker je 10 let je pomagala v štali mal, na polju, povsod je pomagala in potem je to dala, Še sam se spomnim kot otrok, da sem rad hodil gor na počitnice k stari mami in pa tudi potem pomagati tej ženski, smo hodili po stelo gmajno, to se je vse pokosilo svoje čase noter med temi smrekami, vse tisto, kar je bilo, in pa tudi listje jesen, to smo grabili in potem vozili nazaj za stelo, in to je bilo, taka opravila so bila. In sem bil v tej hiši, preuredil vse, ker je to stara hiša bila 150 let, pragovi so bili še ta prvi noter, se spomnim, to so bili malo zlizani, že od hrasta so bili, to se spomnim, pa vse na pripih. In pa bila je pa krušna peč noter, in tam ta prostor, hiša se je rekel, tam je bilo v bistvu, kar smo preživeli dneve vsi, ker v tem prostoru smo si uredili potem tudi kuhinjo, to je bil tak bivalen prostor, dnevno bivalno, spalnica pa svoja, mrzla sicer, ampak je bilo toplo pod kovtrem. Tako da je bilo, to je bilo, kar se je, v tej hiši smo živeli kar 5 let in pa hkrati tudi zidali novo hišo malo naprej. To je tudi stara mama dala parcelo, ki je tudi poverbala, in tam so zgradili hišo potem z Ireno, so zgradila. Vmes se je rodil še sin Anže,
žal pokojni že. Ja, je zbolel in pa potem tudi odšel z tega sveta. Ja. Koliko je bil pa star? Star je bil pa, se pravi, 4 leta nazaj, star je bil 37 let, ja, je bil star, ja. Ja, kakšna bolezen pa je bila? Ja, on je imel že raka na črevnici že 10 let nazaj in takrat, ko je bila operacija, se spomnim, ko so se veliko pogovarjali v zadnjih 2 mesecih, ko je že odhajal z tega sveta, ko sva z Ireno skrbela zanj non-stop 24 ur na dan. Takrat je tudi zaupal, da je bila taka huda reakcija, da 1 leto ni vedel v bistvu, pri čem je po operaciji. Ne? In ko se je pojavil potem 3 leta pred smrtjo ponovno, to je čutil, da se dogaja in se ni odločil za operacijo. Jaz se tega izogibal in je poizkušal potem to na svoj lasten način to rešiti. Skozi prehrane, skozi gibanje, ja, skozi pogled nazaj, skozi svojo mladost, kaj se vse dogajalo, ampak mu ni uspel priti skozi to. Ja, ja se to velikokrat dogaja. Kaj bi pa svoje otroštvo? Recimo, če ga danes gledaš nazaj. Svoje ali svoje otroštvo? Kako bi ga opisal, kaj je bilo recimo za njega najbolj značilno ali pa če se najbolj spomniš? Ja, najbolj se spomnim, to me je pa že večkrat preletelo skozi, ko sem bil star 4 leta nekje. Ja, 4 leta, ker mama je bila noseča, jokala, enega je držala v naročju, to je bil Bojan, ja, ta tretji sin, ali pa brat, ta drugi poj. Marjan je bil na tleh, ves objokan, tudi jaz sem bil pa kot ukamenel zvečer, ki je pripravljala večerjo za 4 otroke. Ata je bil pa več ali manj skozi odsoten, ker je bil zelo aktiven v pevskih zborih. In je pel v domačem oktetu, britoškem, potem v savski oktet. In pa največ, kar je imel, je pa bilo pevski zbor Franceta Prešerna. To je bil pa tiste čase eden najboljših zborov v bivši Jugoslaviji in so tudi veliko potovali okrog. Po tujih deželah, po tujih državah, se spomnim še tudi Nizozemska, ki je Šenčeveljček prinesel nazaj, pa gor je bil mlin. Ja, Cokal je bil, ja. Cokal je bil tak, bela keramika, pa modre slikce so bile gor in pa mlin na veter je bil gor. To se še zdaj spomnim, ja, da je to bilo. To spomin me je prišel zdaj že neparkrat naokrog. Že pred to našo šolo, kar je bilo, ko sem se ukvarjal s svojo podzavestjo, ko sem brskal po njej, je pa ta dogodek enkrat v globoki meditaciji to skozi prišel, s pomočjo terapevtke, pri kateri sem bil. Drugače mladost, ja, spomnim se še nekaj, da je bilo odsotnost dotika, odsotnost tiste sprijetosti, Zdaj, ko gledam s temi očmi nazaj, ja, ni bilo čudo, kot ta prvi sin, potem pa v 5 letih še 3 fantje. Ja, potem je bilo malo pozornosti zame, ker je bila prvič nosečnost hitra, Ja, in pa skrb za tega fanta, ki prihaja, mislim, za otroka, ki prihaja, ja, in potem, ko je se rodil, je bilo tako in potem spet naprej. Da to sklepam, je bilo sploh mi je v spominu ostalo, ko sem bil pri sosedovi mami. To je bila pa v bistvu od moje stare mame sestra. Ko me je vzela v naročje, sem se tako blaženo počutil v tem naročju in po tistem sodeč bi rekel, da sem pogrešal to, Pogrešal, ja. Me je cartala, ja. Kako je bilo pa pri babici, se spomniš? Svoja babica doma. Tako je te pol hišo. Pri njej. Ja, pri njej na počitnicah je bilo zmeraj lepo, To je bilo oni. Se te je tudi dotikalo, tako je bila ja. Čupa, ali tudi je bila bolj trda?
Saj je bila prijazna, pa vse nam je postregla, ampak ni bila pa tako kot njena hčerka, moja teta. Teta me je bolj vzela v naročje, pa pocartala, sploh če se me pozim za nohtal, me je pokazala, kako lahko pomagam si, sem dal roke v njene lase, potem sem jih v svoje tišel, ker da ti je bilo bolj toplo. Da je bilo bolj toplo, ja, pa da je to počasi pomenil. Ker je bilo, zima je bila, takrat je bila še zima, ja, in smo se potem sankali ob hiši, ker smo bili sredi brega doma. Od spodaj je tekla pa en del Kokre. Gor na visokem so naredili tako, da so pred leti, davnimi leti so naredili kmetje kanal, po katerem so potem Kokro tudi spustili, in ob tem kanalu, Rapa se reče, so naredili 7 mlinov. In to je bil ta zadnji mlin, vodnih mlinov, ja. To je bil zadnji mlin, prefik se mu je rekel. In če nisi bil spreten, si pristal noter v tej Rapi, ja, in naten, da se vam pobral, ja. Pozim. Ja, pozim, ja, da se vam pobiral, in potem so nas noter v kuhno vlekli. Mi smo vlekli nesel, ne, da smo se tam pogreli, pa vse prišli. Jaz sem v to srečo, da nisem nikoli not padel, sam sem pa pobližen zavil k njemu, tako da sem priletel s 3-4 metrov direkt na sanke dol. Nisem vedel, kje sem, pa me Ada spet noter nesel. Pa še postregali so me, takrat so me jabolka dali, se spomnim. Ja, in pa spogril sem se noter, ja. Tam je bila luštna domačija, ta prfik, ja. In večkrat sem imel potem tudi od spodaj v mlinu, ko so kmetje vozili tiste vreče polno zrna, in to se je tresalo, ropotalo se je, kadilo, ja, prašilo. Ja, je bilo lepo, je bilo noter, ja. Pa v mladosti si šel pa naprej kam, prav, osnovna šola? Ja, v osnovni šoli v Predoslju, ja, to je bila sosednja vas, ja. Tam je bilo prijeten, rad sem v šolo hodil. Jaz sem jokal eno leto prej, ker jokal sem pa zaradi tega, ker prijatelji, sosedje, tam so bili 4, ki so bili 1 leto starejši in so šli vsi v jesen v šolo, jaz sem mogel pa doma ostati. In v jok, ja. In potem sem čakal, kdaj se da. Pa si tako želel, da boš šel v šolo? Pogrešal sem zgleda te otroke, družbo, ker potem sem bil sam. Vsi ostali, ja, vsi so bili v šoli, svojih vrstnikov nisem imel v bližini. Kaj pa bratje? Z brati si pa nismo toliko družili. Saj smo bili noter, pa potem malo zunaj na vrtu, to je bilo. Pa spomnim se to jaz z brati, ko so vsi name navalili, potem sem jih pa zmetal, Ja, to je bilo dobro. Vse je bilo prijeten, ja, sem rekel, pojte vsi name, prav tako, ja, malo izvalno. In ko so se vsi name objese, potem sem pa, ja, toliko migal pa, da sem jih dol spravil, sebe. To je bilo, ja, toliko smo skakali, toliko smo se podili po tej hiši. To je bila majhna hiša, to je 8x8 metrov in pa 3 familije noter. Mi smo bili na vrh 6, ker nas je bilo, od spodaj je bila potem stara mama, starata, in pa v skupnem gospodinjstvu so bili še z mojo teto, z možem in pa še 2 otroka sta imela, se pravi, nas je bilo 12. In to vem, da včasih je bil luster še tako na špac, ta luster se je takole, stara mama pa po metlu pa je začela trkati gor, Dajte mir, ja. Če bi pogledal to z tem, kaj danes veš o napetosti, pritisku družine, recimo, ali pa v hiši, bi to koliko opisal, da ste bili v visokem pritisku, ali v hiši, ali v nizkem? Ja, je bil visoki pritisk, ker zdaj, ko si to omenil, v kakšnem pritisku sem bil, sem mogel še priklicati očeta, da se je tlak malo dvignil. Se je, ne? Ja, se je, ja. Ker ko je bil fata doma in ko je to zaruhnilo, sem bil vse po kotih, Ja, tam je bil pa siguren, ja, v meni je bil strah. Sploh to,
ker sem bil najstarejši, sem jo tudi najprej dobil porita. Ostali samo kakšna beseda, jaz pa kot najstarejši. Bil za vzgled polu. Jaz sem bil za vzgled, ja, mene. Če ne te pridemo pa tako kasandijam. Madonna. Ja, Ja, ker ratajmo pa roko, da se reče, a ne. Uh-huh. Dlano orank velika, ker ni bil samo pevce, ne, to je bil samo v popoldanskem času, v šihtu. Drugače to pa ni bil poklicen pevc, ne, služil denar. to je bila služba, je normalno bila, ja, to služba je bila Sava Kranj. Kaj pa je delal? In delal je tam so delali transportne tekoče trakove, tam je bilo veliko fizičnega dela, šele kasneje potem pred penzo je prišel v tehnično halo v Savi, kjer je bil tudi kontrolor, ampak tista prva leta ima to. In ker se je učil še za zotlarja, ne vem, ko se to reče, tisti, ki dela modroce. Modroce? Modroci so pa to, kar je za opojstvo. Jogije? Žimnice. Vzmetnice. Ja, vzmetnice, ja, sem videl, kako je to delal. Včasih žimnice so rekli, ker so noter žimo, da prav to koruzo ali pa te travo. Trava je bila, ja. Pa so naredili jih z vzmetjo, ne? Pa so bile vzmetnice, ja. Pa so delali pa te spene, ne? To so bili pa jogiji. Ne, on je vzmetnice še delal, ja, in to vem, kako je zdreto še to zategoval svojo močno roko. Ja, in ta močna roka je večkrat obiskala mojo rit. Ja, mislim, če gledaš, da vas je bilo v tako majhnem prostoru, to je veliko, 12, ja. Ne? To je taka napetost, da to more se nekam spremeniti in pa ne moreš pričakovati, da bi otroci namirbili, ne? Ja, težko. So pa zahtevali, ne? In pa prije do konflikta, ne? Vse, kadar je bil suho vreme, takrat smo bili potem doma v vrtu, mislim Zunaj. Zunaj smo bili, ja, ali okrog hiše ali pa to. In zanimivo je bilo to, ja, imeli smo, ta je bil utehtala svoje veliko jablano voščenka. To je imela sence za pol vrta in tam noter smo imeli počitnice več ali manj skozi. Tiste trenutke, ker smo bili okrog doma, ne, drugače pa to ni bilo mobitelov, pa vse to, vedeli smo, kje so punkti, kje se srečamo otroci z tega konca vsi, kjer smo bili. In če je kakšen bil, smo jo potem mahnili do bližnje Gmajne, pa smo tam kaj počeli, ravbari, žandarji, partizani, Nemci, ni da ni, Indijanci, kavbojci. Jagali smo se po drevesih in vse. To, da je v tem pogledu je bila moja mladost izven hiše zelo prijetna. Izven hiše, ne, ko sem prišel doma, se je pa, zdaj, ko se spomnim na to, iz tiste sproščenosti, ko sem bil izmislil Gmajno, ki je vse frlel iz mene ven, ja, ko sem se pa bližil domu, je pa začel pa počasi stiskati. Kolikor zdaj tudi čutim, a ne, ko grem izmislil v prsnem košu, ja. Rahel pritisk to začutim, ker vem, če sem zamudil tisto dogovorjeno uro, potem sem bil tepen, ne. Tako da se spomnim tudi tega dogodka, večkrat, ni bil sam eden, ampak se je večkrat ponovil. Ko sem podaljšal namenoma uro, dve, a ne, sem potem že, ki je Marijem že odzvonil, ki je bil že orank, tma sem jaz dan prišel, sem vedel, a ne, da bo ta tepež, ki bo, da bo hitrej menj kot pa tiste 2 ure podaljšanja v veselju in radosti. Presodo, da se ti splača. Ja, da se mi splača. In sem se deril, kaj jaz, kar že sem šel po stopnice gor, da me sploh v roke vzel. Se je. Pa bi to, ko zdaj razlagaš, povezal lahko s tem, kaj si imel s srcem težave, oziroma jih imaš še? Ja, lahko bi. To stiskal v prsnem košu, ne? Ja, v prsnem košu, ker v 6, hitro teče čez, ja, dobrih 6 let nazaj. Sem ugotovil, da imam sapo že v klanč, zdaj po stopnicah gor v Štuk, a ne, pa ne tle na Visokem, kjer je bilo. Tista zgodba je bila potem mem po 25 letih, otroci po svoje, z ženo so šla tudi na razen. In potem z bodočo ženo, pa zdaj že bivšo, ne, ki je to hitro se, po 20 letih se je tudi to razvezalo. Ko so ustvarjali dom gor v Bašlu, ja, in ko sem čutil, da grem po teh stopnicah v Bašlu, sem začutil sapo in sem mogel na vrh počivati.
Na kar so bojo ugotovili pa doktori, da je pa aritmija, ne. Nemirno bitje srca, predvsem pa slab iztisen delež tudi. Ni bilo tistega, da bi to porinali v kri po žilah, ampak bolj zatripirelo je vse skupaj. Ja. V bistvu niti ni mogel potegniti kri noter. Ja, ni mogel tega. Ni se odprl. Ja, tako je. Ja. No, če zdaj razmišljaš, kako sapo smo imel, ko si šel po stopnicah gor, pa si vedel, da boš tepen na vrh stopnic, ne, ko si se drl. Ja. Verjetno bil tudi ko jeskar, si rekel, ne? Ja, drl sem se že naprej, stiskal me je že prej tudi, ne, vedel sem, da bo bolel, vse to je bilo. Ja, in potem je bilo tistih nekaj udarcev, je bilo tako, da bi te preproge, tepihe zunaj pršil s tistim klofarjem. Ja, ko se moja rad pršila, ki je prišla iz gmajne ven. Nekaj podobnega je bilo, ja. Take zgodbe dostikrat slišim, ko imam recimo stranke, ki imajo težave s srcem, ne? Ja. Da jih je stiskali pri srcu, ko so bili majhni zaradi takih ali drugačnih razlogov, ne? Se verjetno, ko si razlagal svoj spomin iz 4. leta, ko je mama bila tam, ti si zraven stal kamenev, ne? Ja, Verjetno te tudi stiskali v prsih, ne? Ja, tisti je bil siguren, tisti je bil pa toliko naporno in ja, sem imel občutek, da sem prevzel nas vso bolečino tistega trenutka, vse tisto, kar je doživljala, ne, ob odsotnosti očeta, 3, ja, noseča in pa še 3 preskrbeti. Ja. Velika skrb, ja. Če gledaš, je pa oče, ne, je pa bil dober pevc, kar pomeni, da je znal dobro vdihniti, ne. Ja. Recimo, ti pa imaš z vdihom, si imel težave, ne, glih. Pa se lahko vprašaš, koliko je to bilo noter na telesni ravni zamere do, tudi verjetno mame, do očeta, ki je hodil okrog, pa je pel, doma je bila pa taka, recimo, stiska, ne. Ja. Pa se to se prenese na delovanje telesa, ne. Ja, to sem zelo močno občutil potem na teh protokolih, ker smo jih imeli na tej šoli čustvene zrelosti. Pa prav s tem stik, ne vem, kje sem prišel takrat, ko je bil odnos starši ali partnerski odnos, enkrat se je to pokazali in ko se prišla naokrog mi oče in mami, takrat sem samo zaklel in zapisal v svoj dnevnik, ta prva kletvica potem, ker gleda to in pa nič ni od tega, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in da ti bo dobro na zemlji. Jaz nisem dobro takrat živel, jaz sem bil pod velikim stresom in sem bruhal dolg časa in sem bruhal ven v svoj dnevnik tisto, kar se je pletalo po glavi skozi glas, oren glas s kričanjem in pa še s pisano besedo. To je bila ena stvar, kar je. In pa tudi skozi protokole potem naprej, kar sem jih še počel. Pod tvojim vodstvom, ker mi je bilo zelo dobrodošlo, je potem tudi počasi to izvenel ali pa prenehal ta močen učinek, tako da sem tudi veliko lažje zaživel v odnosih, ki jih imam, ki sem jih imel. In še ena stvar se mi je pojavila, zdaj sem se spomnil na to. Skozi vse procese, skozi katere sem šel, je bilo bolj jasno postavljanje meja, se pravi, da sem jasno povedal stop, ne. Zdaj sem se kar malo nasmejal, ker se spomnim enega telefonskega klica, bil je pa po glasu sodeč Hrvat, in je nekaj prodajal, eno stvar je imel, pa ne vem točno kaj, nekaj s financami. In ker sem rekel, ne, hvala in vse to, ne, dovolj, lepo po naše, pa ni dobro zastopil, ali pa je zastopil, ampak je še naprej. Potem sem pa glas še malo dvignil in sem rekel, dosta. In ta dosta ga je pa zresetirala, ne. In takrat sem razmišljal, ta dosta pa zgleda, da v hrvaščini ne samo tako, da je dovolj, ampak da je še majhen bolj grobo to. To je bil že bes, ne? Ja, da je to dosta za njih nekaj drugače.
da imajo verjetno kakšno drugo besedo za ustavce, a ne? Ampak ta dosta je potem, kako to mislim, a ne? Ja, Ajde, vedel bi je, rekel, zakaj se gre. Prestani, ne, to je še... A ta je še huj. Pa nehej. Aha, Prestani je nehej, ta ne. me ni šla, ampak ta dosta pa tako. No, če bi tudi po slovensko porekel, mu dovolj je, ne, pa bi to povedal tako, z besom bi zastopil, mislim, da tudi Kitajc, ne, da nehej, ne štima, ne. Ker takrat čustvo je tisto bistvo, ni to kakva beseda pomeni, recimo slovnično ali pa knjižno, ne, ampak kak jo poveš, ne. Ja, to sigurno. Je pa izkušnja tisto, kar je po telefonu, a ne, mehen drugače kot pa tista, ko sogovornik vidi skozi oči postav in pa še glas kot omehen zadoni skozi tebe in gre in to še dosta potem. Ja, in takrat se je potem ustavil, ne. Ga je pa presenetila ta beseda, orenka, ne. To vem, Ni pričakoval verjetno, da boš tako rekel, ne. Ni pričakoval, ja. To, da imam pozitivne izkušnje predvsem pri tem postavljanju meja, za prijatelje je bilo to včasih zelo neugodno, ne, ker sem deloval drugače kot običajno in vem, da je bila taka situacija, eno prijateljice iz kluba, ko je bilo to, ko sem rekel, ne, to mi pa ni všeč, ne. Je sapo zaprli in je bilo potem, še 1 uro debato. Ti sapo dubu, ona je pa zgubila. Tam je pa je bilo pa to, in je. Ampak sem ohranil svoj mir in sem tako tudi v miru razlagal, kaj se mi dogaja in pa kaj vse to je, to, da je potem po še 1 uri pogovora se je tudi ona umirila, dolg časa rabila. Tukaj je spet eno tisto, ko sem vam razlagal, da močnejša, ko so čustva, več časa rabiš, ne. Ja. In tudi eno od razlogov, zakaj danes zaradi realno gledano tudi nepotrebnega pomanjkanja časa ljudje enostavno močnejših čustev nočijo niti izražati, niti sprejemati, bežijo proti stran od močnejših čustev, ali se pa borijo proti močnejšim čustvom in že to tu majhne otroke v bistvu pretirano umirjajo, ne, ker ni časa. Ja, veš, da imam tudi sam ta občutek, nekaj podobnega, ker skozi svoj šport, ne, moje delovanje je bilo nekaj podobnega, tako kot si sam tudi opazil, malo bolj mirno, ne. To transformator. Ja, kot transformator vsega tistega, kar pritiska na te otroke in pa tisto, kar sem tudi sam občutil, ker se mi je pred to oddajo, ne. Ker zdaj poteka v pogovoru, rekel, da sem ti razumel, da sem bil transformator med mami in pa med očetoma, ne, in podoben sem bil zgleda tudi v odnosu potem do otrok, transformator, drugače kot vsi ostali njegovi vzgojitelji mojih varovancev ali mami, oče ali v šoli profesori, ki je največkrat z glasom nekaj, pa s kričanjem, pa to naredi, to naredi. Ja, pri meni je bilo to narediti, če ne veš, vprašaj to, pokažeš. Bi celo rekel, da si, zdaj ko si to razlagal, se mi zdi bolj, da si poskušal biti njim to, kar je bila tebi tvoja teta. Ja. Da si jih sicer ne fizično objel, ampak da si jih objel z besedo, prijaznostjo ali pa toplino, razumevanjem pa sočutjem. Ker verjetno, tako ko sem te pač opazoval, ko si o teti razlagal, ko te je objela, pa te je vzela v naročje, pa si se pri njej, mislim, da si rekel, da se kar stopil ali cartal, ja. Prav se to, ko si ti pred oddajo razlagal, da bi bil takrat si čist drugače govoril, ko zdaj govoriš. Tudi na začetku podcasta si govoril veliko bolj tako mehko. Ja. Ko si prišel danes zjutraj, si bil še bolj mehek, si rekel, da bi bil super, da bi pravljice bral otrokom v knjižnici, ne? Ja, se spomnim, ja. Zdaj, ko si pa začel, ko smo malo okrog očeta, pa gužve doma, pa težke roke, pa dretja po stopnicah, pa teh stvari, ne, si začel pa dobivati bolj tak jezen, močen glas, se že čuti malo noter tistega ogorčenja, ne, in on Hrvat je bil pač na mino preletel takrat, ne. Ja, orenk. Sam pač se vedno nekdo je, ne. In to, in mislim, da to, da tudi, da ko si
Ker to velikokrat vidim, da pač, če imaš, ker dosti ljudi še te tete nima, ne. To je pa hudo potem. Zelo hudo, ja. In tak otrok sploh enostavno ne dobi nobene izkušnje, kaj pomeni, da se carta. Ja. Pa še, ali pa dostikrat je pa tako, da recimo obstaja nekdo v življenju otroka, da se z njim carta, ampak pol tudi cartanje ta oseba zlorab. Na tak ali drugačen način. Ne. In pol dobiš da pač, če že nekdo ti da občutek, da mu nekaj pomeniš, da pol to vedno pride račun. Tak ali pa drugačen. Ne. Zdaj predvidevam potem, kak izraz si imel na obrazu, ko si razlagal o tej teti, ne, da ona ni to cartanje zlorabila, ampak da ti je pač dala tisto, kar je čutila, da ti manjka, ni pa nič vzela. In tej taki osebi pa lahko rečemo, da te je rešvala. Ne. In pol imaš ta not vseb, imaš izkušnjo, kaj pomeni imeti nekoga brezpogojno rad. Ne. In zdaj in pol taki ljudje, ko to doživijo, pa začutijo otroka v stiski, ne, ker si verjetno, ko si delal s tokimi, koliko 40 let, ne. Ja, 40 let sem bil v tem delu, z mladimi skakalci. Si otrok spoznal obilo, ne, nasplošno recimo otroci, ki se ukvarjajo s takim športom, prihajajo iz napetih okolij, ne, zato da pa tudi se, tako ko si ti po drevesih lazil, po gmajnah, ne, je podoben, tudi sam si skakal, ne. Ja, tudi sam si skakal 10 let, na to, ja. Ne, in kad dostikrat vidim recimo, da pri teh, ki so skakalci, da imajo tako življenjsko izkušnjo, da bi najraje skočili stran od tega, nekam čim dlje, čim hitreje, čim višji. In pol predvidevam, da so bili te otroci tudi zelo napeti in da so hrepeneli po eni taki teti, da jih je vsaj z besedo videla, slišala, ali pa da si jih videl, slišal, pa simbolično ali pa čustveno objel, da si jih pomiril, pa ste se pa zmenili, ne. A veš, zdaj, ko sem te besede slišal, ne, se mi je film odvrtel mojih rosnih let v tem delu, v mojemu poslu, recimo prav to delo, poklic, Pa bilo poslanstvo, ni bil pa več posel. Ja, tako, ja. Na začetku prve mesece je bilo malo čudeno, ne, ker je bila to nova situacija, vodenje tekmovalcev, vodenje teh otrok, ampak že v naslednjem letu je bilo pa nekaj čudovitega. In se spomnim, kako smo s temi mladimi otroci zvečer velikokrat skupaj posedeli, še zdaj imam pred sabo pojslo, pa vsi so bili gor, tako v moji spalnici. Pa smo se malo pogovarjali o tem, kako smo preživeli dan, kaj se na skakalnici dogaja z vsakim posebej in pa na splošno, kako je bilo. Ja, še zdaj vidim tiste obraze in očke iskrive. Ja, pa če bi jih vprašal, če boš kjer ga videl, ne, kolikokrat so to doživeli doma, ne, bi verjetno dobil odgovor, da pri večini ni bilo tega, ne vem kolikokrat, ne. Koliko si pa sam, pol recimo, ko je bilo osnovne šole konec, kaj je pa pol bilo naprej? Ja, konec osnovne šole v 7. razredu sem šel sam v ta šport, smučarski skoki. Takrat si začel v 7. razredu? Ja, sem bil že star 13 let in pol. To je že starost, ja. In če bi danes nekdo hotel začeti pri 13 pa pol smučarskimi skoki, bi mu rekel, kaj, da je prepozno, ali? Ne, vzamemo. Tudi ena punca pri 20 letih je začela. Ja, pa tudi fantje vmes, prav med mojim 13 pa pol. Pa do 20 se jih je kar nekaj pojavilo, ker moj pogled na šport je bistveno drugačen. Sploh ni v ospredju vrhunski rezultat, ampak je v ospredju oseba, ki je pred mano, se pravi otrok, ki je pred mano, in pa kako skupaj doseževa korake, ki jih dela on sam, seveda. Kako izboljšati tisto, kar ima, ne. Do kam ga bo to pripeljalo, pa sam Bog ve. To se ne vpletam. Se pravi, ti si pol v 7., koliko pa da si šel v to?
Moj bratranec je skakal, ja. Aha. Moj bratranec je skakal, pa tudi smučali so, me je prinesel prvi smučke, še zdaj se spomnim. Navadne smučke, to že v prvem ali pa v mojem drugem razredu, on je 2 leti starejši od mene in jih je prerasel, tiste svetlo modre smučke so bile brez kant, pa okol je bilo tako, da je bilo sam zajla je bila, od spredaj zapenač, in pa potem tak železen okol je bil gor in pa pašček, ki je bil čist, kamor je šla noga. Ponovadi so bili škornji tone, kamor sem to upil. Preveliki verjetno. Ja, ker nisem imel zimskih čevljev, to se ne spomnim svoje čase, ampak škornje sem imel vedno pri roki, potem pa tudi na nogi, ja. In to so bili moji prvi začetki in se spomnim, ob hiši je bil en kucelj, travnik je bil pri hiši, ja. In glih toliko je bil dvignen malo teren, da sem kakšen meter lahko že skočil, to že, se pravi, 2., 3. razred in sem bil Marjan Pečar, pa Marjan Mesec, pa Peter Štefančič. To sem se takrat so oni to skakali in so bili dobri, ja. Šlibarjačeka, če nisem poznal, ki je bil naš prvi svetovni rekorder, 141 metrov je skočil ob razvrhu. Ja, imel sem pa te, za tako nekje v glavi, za vzornike, ja. V 7. razredu me pa potem povabil, naj pridem naokrog in sem šel, ja. In sem bil potem noter v skokih. Celo desetletje. Prvega se spomniš, prvega skoka? Prvega skoka se spomnim, ampak to je posebno. To je bila zgodba. Je bil s pacem ali brez? Zdaj si že to omenil, s pacem brez. Moj prvi trener je rekel, da tega čim žerem kol, ne vem, kako bo, ampak samo to vem, da se ne bo ustojil pelov skozi steka, ne. A v potrebuh ali po ritu, pa ne vem. Za prvi skok, smo šli pa v Poljane. V Poljane smo šli na trening in to kar na 20-metrsko so me hoteli, da mene je bilo toliko strah, da je bilo, kaj nisem upal gor, ker je bil pa trener takrat še sina s sabo, Aci je bil, Šinkov. In je rekel, vidi pa je ta pa kar kaj, tam je pa ena majhna skakalnica okrog kmetije, in je bilo res nekaj podrtega tam. Videli je, da je bila skakalnica, 10 metrov se da skočiti, 15 mogoče, in ker je bila miza že podrta, potem so pa najdla v hosti, toliko tega drevja po tleh, da sva mizo založila nazaj s tistimi, brunčki tam malimi, in potem sneg sva gor dala, potem sva se pa dol spustila. In sva skočila 10 metrov. To je bilo dobro. To je bil moj začetek, skakalnico ta prvo postaviti, potem pa skočiti, To je bil moj začetek, 69. Kak je bilo pa pol naprej? V skokih, kar je bilo naprej, v naslednjem letu, to je bilo 70. spomladi, smo že hodili v Mostec, tam je bila 20-metrska skakalnica pokrita s plastiko, tam je pa res nekaj gnal na vrh, to je pa, jaz sem delal po 15 do 25, 30 skokov na eno vadbeno enoto, vsi moji vrstniki pa s tistimi, ker smo prišli na trening, so delali polovico manj, se pravi, da sem jih jaz enkrat prehitel. Toliko sem tekel gor. Ampak ta zagnanost in pa ta želja skakati, je pripeljala do tega, da sem pristajal na noge, ne na trebuh, ne na rit, ampak na noge in sem se potem odpeljal v iztek, Tako sigurnost sem dobil, to, da je bil tudi napredek potem po zimi, tudi lažje sem skakal na večjih skakalnicah, na 40-metrski takrat v prvem letu in potem čez 2 leti že na 60-metrski tudi. Je bil hiter, na prehod. Ampak vse je bilo v tem, v številu ponovitev in pa predvsem v moji neizmerni želji skakati, biti v zraku, Pa bi danes to videl kot željo ali kot potrebo? Vprašanje. Ne. Kujevsko. Ti. Veš, kaj me je pa letel? Potreba po svobodi.
Ja, ta prvi Poletu to. kot ptica. A ne? Ja, kar kocini grejo po konci. Ja, poletu kot ptica, dejansko. In Oziroma, če bi še bolj točni bili, verjetno bi odletel kot ptica. ja, odletu, ja, ker je zaletiš in potem odletiš. In ta občutek, odleteti kot ptica, sem imel izkušnjo, to je pa vrhunsko doživetje. To se je zgodilo pa potem že pod vodstvom trenera, ki me je imel Ludvik Zajc, pokojni. Če sem se pri konci učil, on je bil prijazen, tako kot moja teta. a ne. Ja, le, vidiš. In nas je pobožal tiste 4 leta, ker sem bil pri njemu in ko sem delal te korake in ker je tudi povedal, a ne, kako me vidi, a porita ali pa po trebuha, ne, sam po nogah, ne. Ja, pri njemu sem čutil, ja, to in skozi njega sem tudi res vzljubil ta šport in pa ja, to potrebo, a ne, leteti. Ja, Mi je ker- bila blizu, a ne. A še to bi rad povedal, ja, to bi pa rad podelil to vrhunsko izkušnjo, a ne. Na državnem prvenstvu tistega leta 78 sem bil in dan prej na 90-metrski sem bil 8. Potem na bilo že dobro. 100, ja, je bilo dobro, sploh v eni seriji, ko je bila 3. daljava. Na veliki skakalnici, 120-metrski, stara Blovtkova velikanka, takrat je bilo pa na državnem prvenstvu, tam 12. sem bil, ja, skočil sem pa svoj oseben rekord 94 metrov in da se je Ludvik povabil, fantje, hočete 100 skočiti, prespimo pa drug dan potem 100, a ne. In res prespimo, vesel zvečer že, ja, vesela družba. Ja, takrat ni bilo strahu nič. In tudi drug dan, ko grem gor na vrh naleta, pred mano se je spustil sotekmovalci, ja, dva naleta višji, kot je bilo državno prvenstvo. In sem imel občutek, da je kar dolg časa v zraku, a ne, to, da sem šel samo eno naletno mesto višje kot državno prvenstvo. In se spomnim, ko sem se odrinil, takrat smo še od strani hodili, ni bilo še smučine, razen ker smo jo sami izvozili. Je bilo pa tako, da v momentu, ko sem bil v smučini v Počepu, je bil občutek za hitrost, da nikamor ne gre. Vse se je dogajalo v slow motion, tako upočasnjeno. In ko sem začel odskok, je bilo tako, kot bi sebe pomikal po slikcah, ko počasi boki na zrak. In v zraku sem imel res tisti občutek svobode, lebdenja. Desna možganska polovica se ti je takrat ugasnila. Nekaj je bilo, Samo levo lebdel si. sem v zraku, kot da bi eden me držal tle za križ in sem lebdel v nekem ravnovesju. Smučke pod mano in še zdaj vidim pred sabo, kako so črte tekle pod mano, te, kar je označeno, ne za daljave. In potem je zmanjkalo črt in jaz sem pristal pri 122 metrih na K točki. Ja. To je bil, ja, slabe 28 metrov sem povečal svoj oseben rekord in ta je ostal do konca. Mislim, do konca moje športne poti. Ja. In to je bilo res nekaj tazga, izguba hitrosti, vse je bilo nekaj počasne, ne vem, vse to. Ja, desna se ugasne. Tu greš v bistvu takrat v stanje paralize, spravo friza. Ne. Nekaj se je zgodilo, ja. Pa se popač čas in prostor, ne. Ker desna možganska polovica je tista, ki dojema čas pa prostor realno. Ja. In če jo ugasneš, se pravi, da te ni več strah, ali pa da te je toliko strah, da ti je vseeno. Pač eno ali drugo je, ne. In takrat pol preklopiš na levo in takrat pol je pa čas pa prostor relativen in pa se ti dogaja to, kar si opisal. Ja, ker spomnim se tudi na vrhu naleta, ne, še vesela debata je bila in potem tudi in mir sem doživel v sebi in potem samo to grem, ne. To je bilo vse, kar je bilo. Se pa spomnim pripovedi na to temo v bistvu pokojnega Roka Petroviča, ko smo bili na enem seminarju. Ja, je rekel, da je bil v takem stanju, da ima ogromno časa med količki. On je zmagal takrat 5 slalomov in tudi dobil
mali kristalni globus, ja, in za tisti tekmi je rekel, da ima ogromno časa med količki, ker smo ga pa gledali, so pa količki takrat leteli še na vse strani, so bili leseni, a ne, kako on ima ogromno časa, pa vse mem njega leteli, pa potem še mem njega so se vozili te količke, a ne. Ogromno časa je imel, a ne, neko drug občutek spet znotraj sebe je imel, ja. Izven telesno stanje, prav se v levi, ker leva polovica se lahko odklopi od telesa, desna se ne more, ne. Pa v bistvu dobiš občutek, da nisi več v telesu. Ampak to je recimo isto, v istem taki izkušnji, recimo so pisali ali pa poročali, vem, da sem bral ena stewardesa, ki je padala iz... A Vesna Vulović? Mislim, da ja. V Jasni padla dol. Da pač, to je tisto, ko si prepričan, da je konc, da boš umrl, ne? Ja. Ali pa recimo, ko jih je medved napadel, pa jih je mesaril, ne? Pa so takrat greš ta tako manj zamrznitveni odziv, ne? Da ne čutiš trpljenja, bolečine tega, kar se ti obeta, ko si prepričan, ne? To imajo vsi pač vretenčari noter vsep, ne? In zdaj po športu pol ti to včas ali pa dostikrat pride prav. Recimo ta je tudi o tem pisal veliko Tiger Woods, ta golfist, ne? Ker njega je pa oče v bistvu toliko maltretiral pa dejansko zlorabljal na treningih, ne? Da se je znal popolnoma odklopiti od okolice, ne? Je skakal okrog njega, kričal mu na uho, žalil ga vse živo, zato da bi ga, ko mu je rekel, da glede na to, da je črn, ne, da če bo hotel res biti vrhunski golfist, ne, da bo mogel biti sposoben odmisliti provokacije pa žalitve, pa ker se bojo ljudje spravili na njega, ker ne bojo hoteli, da bo uspel, ne. In oče pa imel izjemno sovraštvo do teh belih golfistov, ker je bil nosač palc, ne, in so ga skozi ponižvali kot črnca, ne, pač, kaj boš ti, ne, in je pa se zaklel, da bo enega dne njegov sin pokazal tem belim, mislim, da prav rekel belim hudičem, da lahko tudi črnc je dober v golfu, ne. Se pol podobna zgodba je bila pa pol tudi pri tem očetu od teh sester Williams pri tenisu, ne, kaj tudi so ga žalili, ponižvali, ne, kot da tenis ni za črnce, ne, in je pol to odločenost, ali lahko bi rekli tudi sovraštvo, pa potrebo po maščevanju, ki je imel, dal ven in je pol prenesel na otroka, na obe sestre, da so pol trenirale veliko več kot vsi drugi, pa bile pol toliko dobre, toliko dolg časa, ne. To je zelo pogosto, ja, je pa pol tudi kaže na travme, ne, v preteklosti, ki se pol na tak način, ker vprašanje, kakor si v otroštvu imel ti občutek, da boš, da me sploh ne bi bilo, ker bi bilo mami lažje, ne, če bi bil en otrok manj. Tako veliko otrok na kupu, ne, za žensko nemogoče prestati brez tega, da v telesu začuti močen odpor do teh otrok, ki jih onemogoče, da normalno živi, ne. In seveda pa ti kot otrok, ko to začutiš, da se mami upira, ker ne ve, kva bi s tabo, ne, se ti ne moreš glih počutiti, ne vem, koliko zaželenega, in pa, ko je teta te objela, je bilo to čist drug svet, ne, in če pa te tete ne bi bilo, ne, pa bi se pa lahko bi tudi umrl v bistvu, ne, ker bi ti toliko manjkali te dotika topline pa pozornosti, da otrok lahko dobesedno umre zaradi tega, ne. In včasih tudi veliko je. Ne, tako da je to ta izkušnja. Kaj pa pol naprej, ko si toliko daleč skočil? Ja, takrat sem ustrajal potem, po teh skokih. Se še kdaj ponovil to? Zanimivo. Potem se mi je to dvakrat še zgodilo na tekmovanjih mednarodnih. Ja, super. Ja, super je bilo za sam skok in za samo občutenja. 2 skoka je, da ni bil še Moni v Franciji.
To je tako kot zdaj ta kontinentalni pokal, takrat je bil evropski pokal. In sem dosegel v prvi seriji tako daljavo, da so potem razveljavili. In sem skočil za en nalet nižje, ker je običajno tam 3-4 metre mogoče. Jaz sem pa skočil v tisti razveljavljeni seriji 86 metrov, pa sem šel pa nekaj čez 70, neprimerljivo. Drugače je bil ta skok, ni bil pa vrhunski, spet je bil nekaj podobnega in tudi na vrhu naleta je bilo tako sproščeno stanje in da je bilo to noter. Drugi skok je bil pa, je bil pa v La Molini, Španija. Sem pa takrat so bili tudi Norvežani, tam tisti, ki so odskakali na novoletni turnej, ker to se je zgodilo že po planici, se pravi, ko je bilo konec svetovnega pokala in so prišli tja tudi najboljši Norvežani, Per Berger, se še zdaj spomnim. Odnišel je, da imajo Španci smučarske skakalnice. Ja, eno so imeli tukaj gor in potem za univerzijade so še nekaj naredili, pa ne vem točen kje. Skakalnice, ampak nikoli niso zaživele. V tej La Molini sem jaz skakal in pa enkrat sem bil tudi tam kot trener v tej La Molini. No in v tej La Molini isto, prva serija, odličen skok, to je bil pa 70-metrska skakalnica, jaz sem poletel 67 metrov, skočil 67 metrov, potem so razveljavili, pa so še nekaj čez 50 metrov. To te je vedno tako vrgli dol, ko so razveljavili to? Ne, da so me v bistvu je bil tisti tako dober skok. Ti si bil veliko nad povprečje tistega, kar je bilo. Se pravi, spet sem bil v nekem stanju, ko se je to zgodilo. Ja. Pa si šel iz preveč v premalo. Potem sem skakal tako, ja, potem... To je bilo najboljš, ne? Ja, to je bilo krasno, ja, običajno je tako, ampak sem spet padel v neke tiste notranje vzorce, malo treme, malo tizga, ampak takrat je pa vse zginilo na vrhu naleta. Pa si pozil trd. Ja, bolj tok sem bil, pri ostalih skokih na tekmovanjih ni bilo tiste igrivosti, sproščenosti, tako kot pa na treningu. Ja, to je... Zdaj si pa pol nehal skoki? To je bilo pa potem 79-80, ta sezona, začel se je to, kar sem že prej pokazal, pred oddajo, pri igri nogometa na hodniku v šoli, tja v Kranju, sem toliko postran stopil, da sem zlomil to kost, stopalnico. Dobil sem gips na nogo in takrat je mi že sandi koliko časa pa še. Je bilo pa zanimivo, z gipsom na nogi sem šel potem trenirati mlade skakalce. To je bila moja prva izkušnja za državne praznike, takrat 29. novembra. In to je bil moj stik, s to prvo generacijo. In ker nisem hotel nositi tega gipsa, sem ga odrezal dol in grem ponovno na skakalnico, ampak že pri tretjem skoku sem padel v izteku skakalnice in to tako naroden, da sem povalil smučko pod sabo eno in me je strgal dres, pa tudi hrbet je bil podrgnen ves od ukovja. In pa druga smučka je bila pa neko zrak še, ki nisem vedel za njo, ampak ko sem se jaz umiril in pa ko sem ko sem bil s pogledom usmerjen gor proti nebu, je pa še smučka priletela, in je direkt na glavo in mi je pribila ustnico. Ko sem dobil, potem sem šel še na avtoštop, pa k doktorju. Je rekel, v Kranjski Gori, to pa ne bo zame. Je rekel, kar na Jesenice, in sem šel potem na avtobus, sem me izpustil brez denarja. Ker sem šel direkt zasekati, in sem šel potem na Jesenice, dobil sem 2-3 šive. Spomnim se ene zelene plahtek so dali name, pa samo okrček so dali za usta, To se spomnim, ker je bilo in pa lokalna, in pa to. Pa so me pobrali nazaj, so šli s treninga v Planice, so šli pome. So me najdeli v bolnici in pa potem damo odpeljali, Ja, pa še ni bilo konc, Sandi še kar trmast in 2. januarja 80 se je pa zgodil zadnji skok, ta je bil pa salto mortale.
z eno besedo, ja. 90-metrska skakalnica brez smučine, dosti trda, tudi nalet je bil dosti tak leden in je bilo preveč novoletnih dobrot, ampak rit me je padla dol, se pravi, da nisem zdržal počepa skozi radius, in sem pa peljal. Ja, v tem radiusu na vrhu na zaletu me je potem, ko mi je padla rit dol, ko nisem zdržal pritiska, me je bočno zasukal, tako da sem jaz na mizi sem bil bočno, 90, in tako sem tudi pristal na 50 metrih smučke, ne dol v dolino, ne tako, ki je os skakalnice, ampak so noge padle dol. Me je odneselo v zrak, pristanek je bil pa na glavo. Na glavo sem pribil z glavo sren, potem je padlo še ostalo telo dol, trup, noge, in so se noge zataknile. Saj smučke so kuj odletele, ampak so se noge zataknile, potem v sneg me je spet odnesel gor v zrak, okrog na glavo, in to sem naredil 5 takih salt na glavo, pristanek, in vmes sem samo molil, samo ograje, pa stopnic. Letel sem pa takole, ko je bil prbit na križ, pa stegnen. Ja, ker zraven je bila pot ob doskočišču betonske stopnice in pa stebrički, pa taki cevi, taki rori. Oreng, da se reče, Sem rekel, samo tega ne. Pa se pa le umiril, pomigam počas, glava je tle gor na mestu, noge so, migajo noge, migajo roke. A sem rekel, dosti manj tega. Državno prvenstvo konec januarja, potem, ker je zdaj se zgodaj, bom mogel počivati in ni variante še. Čez pol ure se javim samo na postajo, brezžično walkie-talkie. Janez, mnoge trenerje imate, ampak da prvo počakajte, da se pridem. Čez 14 dni sem bil pa že. Se že prej odločil. In potem sem pa postal trener v isti sezoni. Škoda, ker nisi kolesaril več. Očitno je ta kombinacija, tak padec pa naprej. To da je bilo. Prelomna, ne? Prelomno je bilo, sej, ker tukaj, ker zanimivo je bilo tisto, ko si rekel, da si letel, kot da si bil na križ prbit, ne? To je pa, sem to ne slučajno rekel, ne? Kdo te je na križ prebil? Sam sebe ali moja zgodovina, moja preteklost. Nisi smel iti naprej, ne? Ker je prav bilo videti tisto, ko si razlagal, kako se ti je odpiral. In pa vsakič, ko si bil nadpoprečen, pa bi lahko postal vrhunski, ne? Se te ustavili. Je bilo, bi pa mačken prej dol spustil, se lahko ti, ko letiš, malo zabremzaš, pa preletiš par metrov prej dol, pa ne bi razveljavil serijo, recimo, ne? Ampak si šel do konca, ne? No, sej. In če si pa predstavljaš, da bi to naredil, ne? Pa bi bil, pa se ti to odpre, ne? Pa da bi se to ponavljali, Sem pa vprašanje, kaj bi to, če bi bil ti, če bi postal vrhunski skakalec, kaj bi to pomenilo za mamo, ne? Za očeta in tako naprej, ker pa se pa ta teža, ne, ker če se vprašaš, kdo je Jezusa prebil na križ, ne? Ali Rimljani, ali njegov oče, ne? Ki ga je poslal na zemljo. Zakaj, ne? Da ga bo v bistvu prebil na križ, da bo on trpel za grehe vseh ljudi, ne? In tudi, ko gledaš ta dogodek križanja Jezusa, ne, vidiš, da ga je dejansko oče na križ prebil, ne? Mislim, tehnično so ga prebili Rimljani, ne? Pa Ponci ga je obsodil na križanje, ampak zakaj je sploh tam bil, ne? Ker ga je oče poslal dol, da bo, in tukaj pa velikokrat lahko slišiš to prispodobo, ki not med pogovorom omeni, da si imel tako občutek, da so ga na križ prebijali, ne? Čeprav ga niso. Ti si prav rekel, ne? Da si, ker sem res letel dol, nisem letel. No, pa lahko bi kjero drugo. Sem se tako. Sem lahko bi kjero drugo simboliko uporabil, sem točno to uporabil, ne? In pa je zelo verjetno, da si bil prebit na križ, zapravo, da nisi smel nekaj dosežiti, ali pa da si s tem,
ki nisi šel ki nisi poletel, pa nisi odletel, ne. Čisto tako se te hotel še vprašati, ko si poslušal to pesem kdaj od Dragojevića o Galeb, ne. Veliko, tam je všeč. Dej, zanimivo, ne, glih ta, kaj veš, čem govori, ne. Ja. No, v bistvu, kadol Dalmatinci, če so ujeti v tistem otoku ali pa doma pri starših, pa bi šli nekam, pa ne morejo, gledajo galeba, pa rečejo, kako je svoboden, lahko gre kam hoče, ne. Pa veš, da jih ne more zmeraj opazujem. Ja, no, zato sem te vprašal, ne. Pa 2 dni nazaj sem bil v Bohinj, sem se kar zalepil za enega, ne vem, koliko je gor prišel. Pa pridejo. Pridejo. Tukaj v Brestah imamo tukaj zdaj, ko so naredili hidroelektrarno, ne, imamo Brežiško morje in tudi so galebi tukaj. Ker v Kranju jih vidim. Pa v Zagrebu jih je ful, ko imajo celo probleme z galebi, ki se gor vozijo, letijo kar na smetišče, ne. In tam so jejo, pa se pa grejo čez vikend verjetno nazaj na morje. Ja, pa prav to sem občudoval, ne, kako je najdu steber, ta zračni, prej je nekaj mahal, pa je malo pripustil, pa je spet mahal, pa spet, potem je bil pa samo še v tem. Ja. Samo v lebdenju na tej zračni blazini, ki se je dvigovala. Ja. In pa se lahko tudi vprašaš, če bi mama rada takrat, ko je bila v taki situaciji, odletela nekaj stran od tam. Siguren bi šla. Pa to sin ali pa otrok, sploh najstarejši, ponotranji, pa poskuša mami, pa nek not v sebi čuti to željo, da bi šel, da bi letel, lahko tudi pilot ali pa karkoli že. Pa spet ne more pa nikoli čist stran iti, ne. Ker tudi, če gledaš, si skozi govoril, da si skozi ostal v tem nekem območju, ki so ti ga določile tvoje mama pa babica, ne. Nisi šel nikoli dejansko stran. A veš, zdaj sem se spomnil na mami. Enkrat, tukaj so bila fanta, otroka, Petra pa Anže, že velika in z mami sva se nekaj pogovarjala, pa ne vem kaj nanesla, je bilo to po prvi ločitvi. Ko so se v njej pogovarjala, ne, pa da je bilo težko, to mi priznala, jaz sem rekel, zakaj pa nisi šla? Kam naj bi pa šla? Ja. Kam naj pa grem? Ker ona je prišla v Kočetu, v Britov iz Visokega dola. Ja. Kam naj pa grem? Kako je se s tem, kar si povedal? Smučarski skakalc, tak, da za kratek čas poleti, ne, za 5-6 sekund, pa nazaj na tleh, ne. Ja. Tako ali drugače. Ni, recimo nekdo, kaj pa zmajar, ali pa jadralni letalec, ne, ali pa pilot, on pa dolg čas leti, pa lahko pristane tudi kje drugje, ne, ti med tam, kje si ti začel polet, pa med zaključkom poleta je koliko, 200-300 metrov, ne, največ vse skupaj, ne, ne moreš odleteti nekam daleč, ne, in pa skozi dobiš ti občutek, da boš nekam odletel, pa v bistvu se vedno moraš nazaj prizemljiti, ne. Se vedno pol vrne nazaj v začetno točko, ne. Zato potem taka hrepenela, ne vem, če so prisotno, ampak tudi lahko rečeš. S takmo zanimanjem opazujem ptiče. Že med tednom, ko sem bil na kolesu, tam po polih sem se malo vandral in pa kolesaril in isto je bilo, tam je pa ujeda, ne, ta prvo leti nad koruznim poljem, pa malo maha, leti, pa malo levo, malo desno in kar naenkrat se pa najdu spet v nekem stebru zgleda, in je samo razprta krila in samo krožuje, pa samo držuje. In ga je potem samo nesel. Ja, recimo ta fascinacija s takimi, ne, stvarmi je dostikrat povezana s tem, da te ljudje niso imeli dejansko podpore od spodaj, tav, ali pa v tem primeru pa gledaš, koliko ptico podpira zrak, ne, čeprav nič ni videti, ne, ampak vidiš, da je taka, da se zanese na tisto in da pač se ne sekira, recimo tem tako, ne. Hvala za to, ne, za to podporo, ne. Zdaj med tednom, ta teden ali pa prejšnji teden, ko sem doma izvajal te vaje, ne, iz AIQ-ja, in ko sem potem vstal nekaj, pa še druge vaje sem delal,
ko sem malo težje vdihnil, tle v priponi me malo zaštih, ali ni mogel širiti se vdih do konca. Mislim, da potem To je nekaj šlo na jedra. ja, nekaj je bilo to in sem rekel, ok, stojim na nogah, a ne? In sem se začutil, kako stojim na nogah, telo se mi je poravnalo, bil sem v stiku z nogami in začel sem dihati. Ja. In to se mi je zgodilo že večkrat skozi te protokole. Se pravi, takrat, ko mi je bilo težko, da sem se začel zavedati, kje sem v telesu. Tu, če je bilo naporno, ampak tu sem. Ta trenutek sem tukaj, a ne? Aha, noge so na tleh, ok. Ampak občutek je pa tak, a ne? Ali boli. Ampak je veze s to situacijo zdajle. Ja, nima, ok. Gremo naprej, diham. Ja, in potem gre. In se postavim. Recimo, to je sicer špekulacija zdaj, ko vidik, ampak recimo, če bi tvoj oče pa tvoja mama imela bolj stabilno zvezo, bolj, recimo, enakovredno, bi ti začutil, da letiš predaleč. In bi zmanjšal in bi pristal 3 metre prej in ne serijo razveljavili in bi bil prvi v seriji. Ne? In ko bi to 3-krat, 4-krat, 5-krat, nekrat tisto, ko si upisoval, lahko zdaj tudi pogledaš kot euforijo, ne? Da si se odlepil preveč od ta vzgubil stik z realnostjo in pa si odletel nekam. Ne? Zdaj, jasno pa je, da če skačeš, je fajn, če si lahek, ne? Ker lažje, ko si dlje boš letel, ne? Samo če si pa prelahek, pa spet te pa odnese. Pa spet ni dober, ne? In tukaj, ko delam športniki na splošno, je to večinoma glaven problem, odnosi med starši, ki pa v bistvu ali športniku dajo prizemljenost ali ne, samo običajno je premalo, ne? Ker znajo to kot klop telo, da zdržijo vse te pritiske pa napore, da so sploh lahko dobri, ne? Da jih pa odnese. Zdaj pa jih odnese tako ali pa drugače, pa stvar, pa nimajo tiste, niso zanesljivi dosti, ne? In pa so nestabilni, pa grejo prehiter, prepočas, padajo prevečkrat in podobno, ne? In se pa ta kariera ni taka, kot bi mogla biti, ali pa bila plane. A veš, že na to temo sem se pa velikokrat vprašal, ne, sploh zdaj, ko sem bil pri tebi, teh 5 mesecev, vse kar bilo, ja, od februar pa do konca julija. Ja, vrhunski šport, a ne, sploh te vzdržljivostni, a ne, ko more res pozabiti na bolečine, vse to, če hoče uspevati. Vprašal sem se pa to, ali je možno doseči res neko vrhunstvo tudi v športu brez teh notranjih travm, vsega tega, kar te nekje žene naprej. Ampak skozi te 3 upisane skoke, a ne, sem pa sam pri sebi si rekel, pismo, saj to bi se pa dalo tudi tako, ker takrat sem bil pa v nekem sproščenem stanju in nič mi ni gnalo tako od zunaj ali pa in poril. Sem bil sam na vrhu naleta. Predvsem sem bil pa sproščen in lahkoten znotraj sebe in se mi je zgodilo v bistvu tisto, kar sem si sam želel, pa sem pa tja, tudi na treningu ni bilo, razen tisti trening 122 metrov. No, smučarski skoki niso toliko vzdržljivostni šport. Ne, niso pa. Tam bi mogel biti v stiku s telesom, ne, ko moraš čutiti zrak, pa moraš, če gledaš, ne, če si gledaš ujedo, ne, če ona ne bi bila v stiku s svojim telesom, ne, ne bi začutila vetra, ne bi začutila zračnega toka, ne, ker ga ne moreš videti, lahko samo čutiš. Ne. In enako tudi skakalec mora skozi govorijo, da mora začutiti, ne vem, sneg, pa smučke, pa vzgonski veter, pa vse te stvari, pa strižni veter, pa take, ne, in zdaj, če greš tako, ko si ti, da si šel v izventelesno izkušnjo takrat, ne, nimaš nadzora na tem, kaj delaš, ne. Ampak nesel pa je? Ja, ker smo lahko pa tudi ne bi, ne. Lahko bi te pa prebil dol, pa ne bi mogel nič narediti, se ne veš. Kaj enkrat te pa je, ne, ti je pa rit dol potegnil. Ja. In pa si vidiš, ne. In da mi bo konc potem, Tako da je vedno to dvorezni meč, ne. Ker delaš pa to, če gledaš, da pa letiš 20-30 metrov nad hrbtiščem, ne, to ni glih dejanje ali pa dogajanje, kjer ni dober gruntati, kva počnem, ne. Ne, to pa sigurno. Ja,
ko moraš imeti skozi, ko si v živem prostoru, se pravi, zrak je nepredvidljiv, ne. Imaš lahko pride do nenadnega udara vetra, pa te obrne, pa pol padeš, lahko se ubiješ, ne. In pol je fajn imeti, da skačeš z občutkom, ne. Ti lahko skočiš, pa imaš, rečemo, srečo, da se je dobro izteklo, ne. Pa niti pol, ko pristaneš dol, pa gruntaš, kva pa se dogaja, pa rečeš, se nekam čuden. Se tudi pri Roku Petroviču, on je med količki smučal, ne, in zdaj, če ne bi čutil, kaj dela, pa vedel, bi se udaril, ali pa bi zajahal količek, ali pa karkoli bi bilo, ne. Tako pa je upočasnil dogajanje, ne. Malo se prav ukvarjal z meditacijo, pa z vsem tem, ne, in je verjetno znal upočasniti čas, pa še zmeraj biti prisoten v tem času, ne. To je pa ta prav flow, ki ga lahko narediš, ne. Sam je pa spet, to ne more vsak, ne. Tako, ko si glih, da se vrneva tisto, ko si imel občutek, da si na križ prebit, ne. Jaz sem še jadro vzel. Ja. Pa smo nazaj prvo našla. Na galebe smo šla, ne, pa ko že prej, ko si razlagal, kak občutek je bil, ko si skakal, ne, sem se tako spomnil na to pesem, ko vem, da mi je že par ljudi, ki dol iz Dalmacije rekli, da ko jim je bilo ful hudo ali pa težko, da so pol galeba gledali, pa sanjali, kako so svobodni, da lahko pač gre kamorkoli hoče, pa ne, čeprav se tudi galeb ne gre kamorkoli hoče, vedno prije nazaj. Nekaj recimo Albatros je pa drugo, ne, Albatros pa jadra, lahko po 3 mesece v zraku, brez da pristane, ne. In mislim, da so najdle, ko so merili, so pri enem Albatrosu zmerili, da je preletel v enem kosu 10,000 kilometrov, ne. Ja, ne moreš verjeti, ne. Oni so pa res taki, da bi rekel, svobodni, ne. In pol, to sem šel pa gledat, ker sem enkrat prebral sem, da Albatros pomeni lažno upanje, ne. Da je Albatros simbol lažnega upanja, ne. In se rekel, zakaj pa to, ne. Ker to me zmeraj zanima, ne. In pol je obrazložitev ta, da prej v preteklosti, ko ni bilo kart pa GPS-ov, pa tega, da so mornari, ko so videli ptice, so vedeli, da je nek bliz zemlja, ne. Razen, če so videli Albatrosa, ne. Albatros je pa od leta in leta, ne. In pa je postal Albatros simbol, ko so videli ptico, so bili veseli, ne, evo, zemlja je bliz, ne, pa so videli, da je Albatros, je bilo vse dol padlo, ne. No, in tukaj je tudi nekaj podobnega. Ja, nekaj galeb je pa tak, da ima svoj, je bolj podoben smučarskem skakalcu, ne, ko pa se vrača v gnezdo. Da vedno prije nazaj, da kros sicer okrog tistega področja, ne, ampak vedno se vrne pa gnezdijo na istem področju, ne. Ja, ta svoboda, ne, kar si omenil, tudi s to temo ali pa s to besedo se ukvarjam v življenju v zadnjih obdobjih, sploh skozi ta IQ, in bolj na svobodo gledam tako, da je pri meni v bistvu občutek svobode pojav takrat, ko nisem ujet v neke notranje stereotipe, tisto, kar je v moje podzavestjo, tisto, kar me vodi skozi življenje, ne vede, da tako odreagiram, da se tako obnašam v odnosih. In ja, ko zlezem iz tega in potem vem, se pravi, da je to drugače, ker ta moj prejšnji odziv ali pa moje prejšnje delovanje pred tema IQ-jama, ne, je to dvig šola čustvene zrelosti je bilo moje delovanje zmeraj nekaj imeli v zadej, nekaj in šum. In to tisto, da mogoče strah to in pa tudi tako obnašanje, da ne bom priletel v konfliktno situacijo. Da boš padel. Ja, da bo to in pa hkrati večkrat tudi to, da bom sprejeta, ne. Se pravi tisto, ja, da me imajo ljudje radi, ne, tisto, kar sem pogrešal, ne. Zdaj skozi ta izraz, skozi, to, kar je bilo že na konec prve delavnice, se je izrazen tako, kot je. Ta izkušnja je bila nora, a jo lahko kar povem?
ker to je bilo pa že tako sem imel. Pa jo razumeš? Ja. Pa ni bila nora. A nora je bila, mislim, Ja. Intenzivna. Zdaj, če rečeš, da je bilo noro, ponovadi pomeni, da ne razumeš, kaj se je sploh zgodilo. Ne? Ja, zelo dobro vem, kaj se je zgodilo. Pa je bila intenzivna. Ja, ker pri dihalnem protokolu v zadnjem tednu, prav zadnjo poglavje, zadnjo poglavje, zadnji dan in prav zadnje dihanje na tistem protokolu, ker še zdaj diham. Je bilo tako, da sem se cel protokol dihalni matral, dejansko matral v tem zadnjem, se pravi, ko je 4 sekunde vdih in potem smo šli 10 sekund zadrževanje sape ob vdihu. Polna pljuča. Polna pljuča, ja, in potem odsotnost dihanja 10 sekund in potem polna prazna pljuča, poln izdih v 4 sekundah naredim. In pa zadrževanje sape ob tem. In ko je, že prej sem imel težave in sem mislim, težko do konca, ne vem, odkje sem zbral toliko trme in te energije, da sem zdržal. Potem v tem zadnjem je bilo pa tako, da v prvi sekundi, jaz sem mislil, da me bo konc, da me bo kap zadela, da ne bom mogel živeti in takrat je šlo skozi vso tvoje znanje, predvsem pa to, sem se spomnil, da je v izdihu ni samo akcija po tistem, kar je skozi vdih, ko dobivaš energijo noter, to potencialno energijo, in da je skozi izdih pač tvoje delovanje na okolico, ampak da je potem še delujem na okolico, ampak moje delovanje ima tudi reakcijo. Reakcija. In ko je to mene dojel, da sem to dojel, kako pa sprejmem reakcijo, ja, kot otrok jo nisem in sem potem... Ja, sprejel sem jo, ampak... Ti si akcijo imel, da si 2 ure zamudil? Ja. Pa je bila pa reakcija, da si dobil prit, ne? To je, ali pa da sem spremenil strategijo svojega obnašanja doma, to, da nisem izzval očeta pa njegovo jezo, pa ne? Pa ujet. Ja, tako je, a ne? Ok, kaj pa zdaj v teh letih, a ne? Ja, v teh letih se izražam avtentično, rečem tisto, kar je moje, kar je resnično tle noter, kar je živo v meni. In če to izrazim, potem je, če sem to še spoštljiv, vljudno, da to izrazim. Da čustveno zrelo narediš. Hvala za to besed. Da to čustveno zrelo naredim na okolico, potem je pa problem okolice ali tistega, na katerega je bilo to naslovljeno, kako se bo to odzval. To pa ni več moj problem. Lahko je. Tudi, ne? Če... To pa še različno. Odvisno, kom rečeš, pa kaj rečeš, ne? No, problem. Da je pa to zdaj žoga na njegovi strani terena. Zdaj mora pa on nekaj s tem narediti, ne? Da se ti sekiraš, kaj bo zdaj, ne? Ja, tako je. In ko sem to zavestil, da izražam se tako, kar čutim, na spoštljiv način, in od tiste sekunde se je noter odvrtel vse to, kar sem zdaj povedal. V eni sekundi se je to vzmotil, tle noter nekaj na kakšen način, ne vem, ampak v eni sekundi. Kot takrat, ko si letel. Podoben, ja. Čas je umirval in v tem času se je to zgodilo. In potem od druge sekunde pa naprej, takrat je bila že 12. na koncu, a 13. Sem z lahkoto zdržal, ne. In če povem še zdaj, ko delam te dihalne protokole in ko sem imel še, z marsikakšno stvarjo sem imel še stik, predvsem to, da mi je glas potihnil, recimo, ko sem med štetjem, do 20 sekund, 30 sekund je bil glas tle prisoten, jasen, potem pa ni bilo več glasu, sape pa še dosti. In sem potem ozaveščal, kaj Strah pred odzivom, ne? Strah pred odzivom, ko sem še to ozaveščal, zdaj ni nobena težava. Zdaj štejem to je bilo štetje, ampak zdaj zadrževanje sape, ali pa štetje, če sem že pri štetju, zdaj gre štetje na sekundo tja do 90 tudi, če je tak dan, da je bil prejšnji dan miren zvečer, vse to, potem gre tudi do 90, in imel sem tudi 3x, 4x do 80, ali pa to potem pa še tudi 90,
Običajno gre pa čez 60 in tam čez, neodvisen, koliko je potem zadnjega momenta, pa še tiste borbe znotraj. To je ena stvar, kar je sprememba v izrazu samem, in pa tudi ni več telesne reakcije močne pri zadrževanju sape. Zdaj grem do 40, ne? Lahko prej pa dihalno prekinitev. Dihalna prekinitev do 40. Je bila pa pri dihalni prekinitvi, ob izdihu sem pa imel na koncu naše šole in pa tudi potem kasneje sem se srečal še z odzivom telesa, kako mi je vroče postajalo na notranjih stranih stegen in pa, da se bom polulal v hlače. In potem je prišel spomin, strah, in pa da sem se dejansko včasih toliko prestrašil, da sem se polulal v hlače kot otrok majhen. Če me oče tako šapo, kot si rekel, ne. Ja. In vidiš, hkrati si pa bil toliko neustrašen, da si lahko skočil na 120-metrski skakalnici, ker pa skoraj sem, ne večina ljudi, ampak skoraj nobeden ne bi. In to je to, kar ful velikokrat vidim, da ko poskušaš potlačiti močen strah, pol postaneš neustrašen. In pol izzivaš usodo in pa te tudi taka usoda dohiti enkrat, pa pride do tragičnega konca, ki se dostikrat zgodi. Ne. In to je v bistvu spet, vidiš, da vse skupaj paše, tako kot vedno. Ne. Poglej, tragičen konc bi se mi kmalu zgodil tudi na skakalnici, ampak ob skakalnici kot trenerju. Tam je bila pa botrovala moja verjetna aroganca, mogoče boš ti še bolj vedel, kaj je bilo. Enega fanta varovanca je bilo strah, to smo pa skakali tam 115-metrska skakalnica, in ga je bilo strah, sem rekel, kaj če ga jaz pokličem sem na trenersko tribuno, ta je bila pa vpeta v teren, tak poševen, dosti strm in je bilo na eni strani 10 metrov globok, na drugi strani 7-8 metrov globok dol. Da ga, dol, čez ograjo, to trenersko tribuno, da ga jaz dvignem nad ramo, pa da on vidi tole globino. In pride k meni gor, pa se povstam na koncu, ki je 10 metrov globok, in sem rekel, ajde, tukaj bo skočil Rok, se bojim, kaj če dol padeva. Sem rekel, če ti pa toliko straha, s tiste arogance moje grejo pa na začetek. No, oba so dol padla. On je toliko odskočil, da je mene zalepil na ograjo od zadaj s hrbtom. Toliko je močno odskočil. Ne, da bi ga jaz nesel k ograjo. On je tak sunk naredil, da me je pribil na ograjo nazaj. Noge so šle meni gor, glava dol in vidim samo še njegovo belo majico in mojo roko, kako se steguje za njo, a ne, da bi ga jaz ujel, z desno roko pa kako bi ograjo zagrabil, pa oba obdržal gor, ne. Ampak v filmu. To v filmu, ja. Ampak bolj tisto, kaj se bila Tom pa Jerry, ki je maček zdrsel po ograjah dol in samo še bilo moji prsti na ograje, ne. Pa se pa spomnim pristanka, ne. Ker je bilo dol je bil sneg. Ne. To je bilo poleti. Poleti. In po vseh 4 sem tekel nazaj gor, po vseh 4 na tribuno, kar naenkrat so bili ljudje od mene sprašvali, kdo sem, kaj sem, kje sem. Nisem se spomnil državi, kje smo. Adisko maček, Marija. 7 rebrov, potem so ugotovili, da imam 7 rebrov zlomenih tle od spredaj, pa po vseh... Spredaj, ja? Ja, spredaj. Rafalno. Preveč si se... Noro, to je bilo. In tiste arogance bila nekaj, ne. Kaj oče bil tak, da je bil aroganten. Ja, na ta način, ja. In pa si dobil lepo udarc spreden del prstnega koša, da ne more srce poleteti. Si ga naredil v kletko, ne. Si ga ujel in pa aritmije pridejo seveda, ne. Kako sem preživel, nimam pojma. Se v bistvu nisi hotel umreti, ampak si hotel se sam umiriti. Ali pa... Ja, ti si me umiril, ja. Pred koncem bi še, da ne bo, ker dostikrat ljudje poslušajo te podcaste, pa ko razlagaš o dihanju, pa kako delaš vaje, ne. Ker kaj vidim je, da za ego,
krepiti ego, so te dihalni protokoli, če jih zlorabljaš, zelo uporabni, ne. Pa bi sem te še vprašal, da poveš tudi, da ne bo izpadlo, da zdaj sam protokole delaš, ne pa tudi vaj, ne. Ker sami protokoli brez vaj dolgoročno ne pomagajo, ampak škodijo, ne. Pa tudi, kak je bil vpliv razlage na to, da si s protokoli napredoval. Se pravi, koliko dojemaš vpliv AEQ vaj, pa razlag na uporabnost pa učinkovitost dihalnih protokolov. Kako bi to povezal s svoje izkušnje? Ja, mogoče te prvo še to pojasniti, res, da sem veliko govoril o tem dihanju, ampak prvenstveno delam vaje, ne, ta dihalne protokole raven tako izvajam, ne pa toliko pogosto kot pa te to mi je vaje, bilo ker važno, je. da, To je sigurno, ne, ker da droben tisk poveva, da ne bo izpadel, Ja, ko pa ljudje slišijo tiska jim paše, ne, in pa zdaj pa tudi jaz to tako štel, pa bom pol boljši, ne, sem v bistvu se. ne skozi vaja, ne, ker vaja, največ sem čutil spremembe, ko smo bili skupaj, ko si ti vodil te vaje, ko se je to odvijalo počasi, tudi doma počasi izvajan. To mi je res nekaj zelo dobrega, zelo prijetnega vsako jutro, teh pol urce nekje sem z vajami povezan in grem, mižim pri izvedbi in čutim, kako počasi premikam, katere mišice se vklapljajo, in ko začutim, da se vklapljajo mišice, ki niso potrebne, recimo danes zjutraj, ko sem dvigal boke, ja, se pravi, ko sem potisnil peto v tla in dvignil boke, sem začutil pa levo ramo, da se nekaj hoče. Sem rekel, nima veze leva rama, pri tem sprosti levo ramo, dvigni boke, in se je potem dejansko telo se je skotalilo na levo stran. In potem pa leva noga. Malo se poigram s temi vajami, ki jih imamo, ni skozi enak, kot smo imeli, ampak potem se malo poigram in se zibam ka voda. In ta izkušnja mi je zelo zanimiva, to, kar sem zdaj omenil. To v prejšnjih dneh pa nisi čutil leve rame, da te. Zmeraj je kaj čutim, da se. Ampak prav specifično levo ramo. Ja, zdajle sem, ja, danes sem jo začutil, ja, ta leva. To v takem kontekstu pomeni, da ostan doma. Ne iti na podcast. Zanimivo. Leva je ono, mama, daj boš ti doma ostal, ne, desna je pa pejt v life, ne, nared nekaj. Ja. To, da čutim, ja, kaj se napenja na nasprotni strani, se pravi, če je leva stran aktivna, potem naj bi desna počevala, ampak dejansko počevala odklopljena. In če se samo majhen pojavi se pa lahko takrat, kadar sem res prisoten v telesu. Ne, da razmišljam, kaj bo jutri ali pa kaj imam potem še za narediti, pa kdaj moram imeti, pa kdaj bom zaključil, a pa še tole do konca. Ne. Noter v vaji. In to je tisto, ko ponikneš v vajo, ko ponikneš v samo gibanje, in to mi je zelo prijetno. In ko čutim potem naprej, sproščam, ne, in grem ponovno na začetek in da se zavem. Ja, še to mi pomaga, da grem zelo počasi. Najtežje mi je bilo takrat, ko smo pri tem delali preko Zooma, ko sem samo peto dol tišel, ko se je celo telo začelo nekaj napenjati. Pa samo peto dol, ne. Tiste je bila težje v bistvu, ne. In je bilo, potem sem prišel do tega, da samo peto začutim v prvem momentu, kje se sploh nahaja. Da jo najdem, kje je Madonca. Ja, peta je tam, majhen več sile, ampak malo, po otenkih, malo po malo, in potem je oživela noga. Se je začel dogajati noter in leva stran je počevala. Se pravi, prisoten biti noter in pa začutiti, kaj se dogaja okrog. Ja, zato moraš biti pa dosti čustveno zrel. Vidiš. To pa nisem vedel. Hvala. Zdaj si še maturo naredil. V šoli za čustveno zrelost. Najlepša hvala. Ja, kar povej. Nekaj sem še hotel. Kar, izvoli. Ja, to je zelo pomemben. Prvič, da ne to, kar si že sam omenil, ne, da je lahko zabildati ego tudi. Ja, da tle biti pa pozoren, biti prvič potrpežljiv in drugič nežen do sebe.
kot tvoja teta do tebe. Ja, nekaj takega, tudi skozi dihalne protokole. Ja, lahko še tekmujem, a mi je potreben. A ne? No, včasih tudi, ne. Ja, včasih tudi, Samo ne pa ampak ni vsakič, treba, ja. če sem pa razpoložen, pa grem. A ne? Ja. Ja, če sem razpoložen, ok, danes grem pa do konca. In takrat gre potem pri izdihu, tako da gre vse noter in pa še kar številka ven. Potem samo še ustence delajo, pa je 150 na ustence, pa 101 No, ti serijo razbravili spet. Ne, ne bojo, ker potem je nov vdih, sledi temu je novo štetje, ja. Prav res, biti nežen do sebe, ja. Poslušati se, ja. Zdaj jaz bi dodal besedo še tudi nežen do sebe. Tudi, aha. Ker ne smeš biti spet vedno, ne. Sploh, če si Ja, moški, vse če si moški, moraš doskrat biti tudi grob. Ne. Jasno, ne pa skozi. Se to je pa najtežje in glih to najde ta ravnovesje, IQ, equitas, ne. Ampak ta grob, a ne, ta grob pri meni čudeno zvanje, a ne. Ja, vem. Ta Ker je bil grob tvoj oče beseda. bil preveč, ne, moraš Ta. biti pa ti... Ampak če je grob, se je dosti, da si jasen, odločen glas, to, da postaviš, a ne. Ja. Če pa navali kdo, da tega ne pozna, ja, potem je pa grobost. Lej, če si tako poglej, če hočeš, da se nekaj ustavi, Ja. a je boljš, da je grobo ali da je gladko? Ja, to mora pa grobo biti. A vidiš? Gladko gre naprej do tebe. No, mora biti oboje, moraš biti gladek, ne, ali pa grob. Ne. Ker če imaš recimo pregrobo to smučino, ne, Ja, pa nikamor ne gre. ne drgne preveč. Če pa ja. preveč ledena ali pa preveč gladkega, je pa prehiter. Mhm. In spet je tisto. Zato recimo in pa je veliko boljš, če je moški tudi grob, ker zdaj, če moški ne zna biti grob, mora pa ženska postati groba. To pa ni prijeten. Ja, in pa se lahko 3krat ločiš, ne, in tako naprej. Ja, 2krat sem že. Sorry, 2krat, se upravičujem. Mislim, ne, ker lahko je pa seveda moški pregrob, Ja. recimo kot tvoj oče, in pa se ni mogel premakniti naprej. In je tako dolg in je pa šele na koncu delovne dobe postal tehnični Ja. in je pa Kontrolor, prepočas, ja. tako je prepočas, ne, in tako da je vedno tisto, ne, ženska bi mogla biti bolj gladka, bolj mehka, moški bolj grob, ne, in pa če to uskladiš, če uskladite med sabo dobro, pa je glih prav. Ne, zdaj, če pa ni, ker zdaj pri tebi je bilo pa grobosti preveč v tvojem otroštvu, Ja. pa imaš ti logično alergijo na grobost. Ne, čeprav lahko rečeva, da si do onega hrvaškega prodajalca bil grob. Pa vidiš, Ja. koliko se ti je dopadlo. Ja, res, ja. Tako da je spet kdaj, pa zakaj, torej govorijo spet o kontekstu. In zdaj bolj, ko dojameš kontekst, bolj veš, kdaj je. Ker zdaj, če bi recimo imel ti bolj nadzor nad kontekstom, ko si letel, bi pogruntal, da letiš malo predaleč in bi Za malo konkurenco. malo postal bolj, ja, tako ne. Tako da, No, še eno stvar bi rad poudaril, to pa vsekakor, kaj mi je prinesla ta šola čustvene zrelosti. A ne? Prinesla mi je zelo prijeten prijateljski odnos, ker se bolj čutim in bolj izražam tisto, kar čutim, in ni več strahu, da bi kakšno stvar zatušal, se pravi, da od spodaj, ampak tisto, kar čutim v telesu, to povem. A ne? In na nasprotni strani, ker je tudi učenka IQ-ja, ne pri tebi, ampak gre skozi ta proces in Uči se se dobro IQ, ja. uči se, a ne, preko tvojih učencev, s tvojimi učenci, in je zelo prijeten odnos, ker si poveva tisto, kar čutiva. Hvala, Aleš, za tvoje poslanstvo in to, kar nam daješ. prosim, in tudi hvala tebi, ker si bil tokim ljudem ta ljubeča teta, ki so jo rabili. Ne, ker to ful pomaga, taki ljudje rešijo ogromen drugih ljudi, da ne grejo v hudo travmo. Pa sem tega niti nikoli ne opaziš, ker že ponovadi niti ne povežejo med sabo. Tako da hvala ti za obisk in za tak prijeten pogovor, pa se vidiva še kdaj. Ja, hvala tebi, tudi meni je bilo zelo prijeten, moram reči. Hvala enako. In hvala tudi vam, gledalci, da ste bili z nama in upam, da vam bomo polepšali vikend. Srečno. Srečno.